Električno kombinirano vozilo z 9 sedeži je zamenjalo dozdajšnjega polnoletnega. Z novim prostornejšim vozilom lahko zagotavljajo večjo varnost pri prevozu učencev, znižanje stroškov in zmanjševanje onesnaževanja okolja, poudarja ravnatelj. Zelo smo ekološko usmerjeni. Na šoli imamo na strehi 912 panelov za pridobivanje sončne oziroma električne energije. Poleg tega imamo tukaj kurilnico za lesno biomaso, tukaj je zdaj še električno vozilo, Ki je bolj ekonomično v smislu porabe, obenem večje, zato lahko naenkrat pripelje več učencev, zaenkrat 12. Avtobus ne more priti do našega kraja, zato imamo ta kombi. Prejšnji je bil bolj glasen pa manjši, sedajni je pa večji, prostornejši, tišji in hitrejši. Bolj smo se gužvali, nismo mogli iti vsi noter, zdaj ko je ta, je pa tišji, pač hitrejši, pa več prostora je. Zjutraj me pobere ene 5-6-7, pol domov grem pa odvisno takrat, ko se mi šola konča po avtobusu in pol grem domov. Z novim vozilom, pravi ravnatelj, po zelo razgibani občini dnevno prevozijo približno 80 kilometrov. Te ceste so, bi rekel, po gozdu, malo višje ležeče in nenazadnje je stvar tudi taka, da je to tukaj območje tudi, kjer je rjavi medved, a ne. In otroci se pač čez te gozdnate ceste je nevarno, da se sami sprehajajo. Za nakup električnega vozila je občina iz ekosklada pridobila slabih 32 tisočakov, preostalih skoraj 17 tisoč evrov pa zagotovila iz svojega proračuna. To je lahko zgled za prihodnje nabave ne samo občini, ne samo javnemu sektorju, morda tudi zasebnemu sektorju, da se bo treba tudi s tovrstnimi nakupi obnašati okolju prijazno. Na šoli pa že snujejo nove načrte. Smo v nekih pogovorih, morebiti bomo celo postavili neko sončno elektrarno v smislu neke vetrnice, ampak zdaj še čakam, da pridobimo neko soglasje Elektra, tako da to je še nekje v povojih. Urejajo pa že sodoben športni park v bližini šole in načrtujejo gradnjo nujno potrebnega prizidka v podružnični šoli v Višnji Gori.